za podpis ali nekaj takega za novega mandatarja. Kaj se dogaja, imate kakšne informacije o tem? Ja, pogledajte, če bi bila to resna napoved gospoda Vogrina o podpisih in pa nenazadnje tudi o mandatarju, potem bi pač že danes na tej novinarski konferenci tudi jasno povedal, kdo so tisti podpisniki in nenazadnje, kdo je kandidat za mandatarja. Sicer je obljubil, da se bo to zgodilo jutri in resnično me zanima, kateri so tisti junaki, poslanci, ki bodo seveda v takšni situaciji, kot je, dali podpise izključno samo zato, da se ta agonija, ki traja, agonija brezvladja, da se pač potegne mogoče za kakšen mesec in da poslanci dobijo mogoče kakšno plačo več v tem mandatu. V tem trenutku seveda zagotavljam, da v Slovenski ljudski stranki ni takšnega poslanca, ki bi dal podpise, ki bi pravzaprav sploh razmišljal o tem, da bi dal podpise in seveda resno, zelo resno dvomim, bom rekel, v poštene in resne in seveda odgovorno postopanje kolega poslanca Vogrina, kar se tiče te njegove namere, da bo do četrtka predlagal kandidata. Nenazadnje, tisto, kar bi ga v tem trenutku pa seveda mogoče sam osebno vprašal, če je to resen namen, potem naj seveda tudi pove, katere poslanske skupine, to se pravi, ali ima zagotovilo gospod Vogrin, da bo ta mandatar nenazadnje tudi dobil podporo v državnem zboru. Če že v tem trenutku jasno ve, da te podpore ni, potem je to še en pokazatelj, da je seveda ta njegova akcija skrajno neresna in skrajno neodgovorna. Ampak zdaj, zdi se, da je to težji del, ker so javni ti podpisi. Glasovanja so pa tajna. In o kandidatu, zdaj v tretjem krogu celo z navadno večino. Teoretično lahko izglasuje samo en poslanec za pri sklepčnosti državnega zbora izglasuje novega mandatarja. Se mi zdi nevarno, da bi vendarle, ker je tajno glasovanje s figo v žepu, vsi zatrjevali, da niso prispevali svojega, mislim, da ne bodo prispevali tega glasu. Poglejte, jaz še zmeraj mislim, da je malo takšnih poslancev, ki bi pač šli v takšno igro, tako da seveda marsikaj se lahko zgodi, ampak jaz seveda zelo močno dvomim v to zgodbo in tako kot mi pravimo v Slovenski ljudski stranki že vse skozi zdaj v zadnjem času, čim prejšnje predčasne volitve, čim prejšnja operativna vlada in pa seveda ne poslanci, ne 10 poslancev, ne 46 poslancev, ne absolutna večina poslancev, ampak volivci so na potezi. Volivci naj povedo, kdo si še zasluži mesto tu v parlamentu, katere stranke so tiste, ki lahko prevzamejo vlado in pa oblast v tej državi in katere stranke so v tem trenutku sposobne reševati, bom rekel, ta težak položaj, ki v naši državi je in nenazadnje, katere poslanske skupine, katere stranke imajo programe, ki so reformno usmerjeni in volivci so na potezi. Tako da čim prejšnje predčasne volitve. Ok, hvala.